Ja, dober dan, dober večer, dobro jutro oziroma kadar ste ali kjerkoli ste se odločili poslušati podcast Filmarija. Malo smo moderatorji še začetniki, malo zeleni. Naš zagonski kapital je želja, da bi čim bolj sproščeno, iskreno spregovorili o filmskih zadevah, ki se nam morda zdijo samoumevne, morda se nam zdijo pa tudi malce zamolčane, skrite nekje za to našo profesionalno zaveso. Skratka, govorimo o filmu, o filmarjih, o filmski zgodovini, o filmskih problemih, teh nam res ne manjka. Današnji pogovor si zastavlja morda nekoliko manj običajno ambicijo, temo, da pogledamo na drugo stran. Na drugi strani filmskega platna seveda ne more biti nič drugega kot filmsko občinstvo. Avtorji in producenti beremo ali pa tudi ne filmske kritike. Moje staro vprašanje pa je, koliko ali kako se pogovarjamo s filmskim občinstvom. Kakšen je ta dialog? Ali sploh obstaja na kakšni drugi ravni, seveda kot je običajni ljudski glas, ki sicer bistveno vpliva na gledanost filma, vendar poteka večinoma le med gledalci samimi. Seveda tudi ne moremo resno imeti kakršnekoli forume in komentarje o filmih, ki pogosto niso niti podpisani, niti niso neka pametna refleksija. Pa vendarle ne, vsi, ki se tako ali drugače ukvarjamo s filmom, včasih preprosto ne razumemo, zakaj občinstvo film sprejme ali pa ga zavrne. Če bi želeli odzive občinstva seveda bolje razumeti, bi se morali z gledalci najbrž več pogovarjati. Vsi vemo, da občinstvo ni nekaj homogenega, da obstajajo različna, rečemo, ciljna občinstva, pa vseeno. Trdim, da je tega dialoga in tega razumevanja premalo. Današnji podcast bom moderiral scenarist in režiser Metod Pevec, k sodelovanju pa sem povabil gledalko, pravzaprav strastno in zvesto filmsko gledalko, ki jo poznam že dolgo, ki je znala že marsikdaj zanimivo komentirati svoje vtise. Gledalko, ki sem jo tudi sam že povabil v montažo kot testno gledalko svojih filmov v fazi razvoja. Skratka, pogovarjal se bom z Lidijo Gindic-Joci. Lidija, živjo, pozdravljena. Živjo. Dobro, danes si tukaj z nami na našem društvu, uspela sva se dobiti celo v živo, gledava se pa nadaljavo. Upam, da naj ta distanca ne bo motila. In to ravno recimo prvič, ko v našem podcastu govorimo o občinstvu, prvič imamo pravzaprav samo enega gosta oziroma gostjo. Upam, da se ne boš počutila osamljeno in preveč distancirano na tej razdalji. Mislim, da ne. V redu bo. Kje naj sploh začneva, Lidija? A mogoče veš, koliko filmov si v življenju videla? Težko bi rekla, ampak 1000 sigurno, no. A malo pretiravam. Verjetno ne. Zdaj, če bi morala bi recimo na leto pa malo zračunati, ampak veliko, no. Se mi zdi, da sem jih kar veliko. Nisi pa nikdar recimo imela, včasih poznam nekatere, ki so imeli celo nek katalog svojih vtisov v filmu. En čas sem si celo pisala, kaj sem videla, pa tako, pa sem pa ne vem, kaj je bilo, pa sem pa nehala s tistem, ampak drugače pa to zelo dobra ideja, ne, sam verjetno sem imela to idejo, sami nisem pa speljala do konca, no, tako da zdaj, ker razmišljam, kaj sem se videla, pa ker sem se na tole malo pripravljala, ne, sem rekla, tako nič ne bom nikamer gledala, kar mi je ostalo v glavi, tisti je najbolj važen, ne. Tisti je bilo res ta pravo, bi rekla, ne. Drugač pa, jaz se spomnim prvih vtisov, no, ko sem bila še osnovnošolka, no, mi smo stanovali na Kodeljevem, v Malejevi in tam je bil kino Triglav zelo blizu, ne, par minut. In to je bila ena taka krasna postaja, ne. Tam sem veliko hodila, to je bil še tak star kino, predvajali so na tiste kolute, a ne, in spomnim se, je bil en, ki je predvajal filme, Francelj je bil in tista dvorana je bila taka z lesenimi stoli, vse je škripalo, ampak to seveda nobenega ni motil. In včasih, ko je bilo treba kolut zamenjati, ne, če to ni bilo takoj hitro, to se je takoj začelo piti, ne, dajmo Francelj gor dol, to je bilo tako eno tako, tisti čas bolj tako, zabava je bila, ne.
Tudi moram reči, da se kaj sem glih takrat gledala, se ne spomnim prav tako, ampak vem, da sem neke ene zgodovinske spektakle so bili takrat, se mi zdi kar popularni. To je bilo popularno, ne? Ja, Quo Vadis, recimo, Ben Hur. Vem pa, da je bila takrat, ko sem bila še tako, ker je bila Kleopatra, no, in me niso pustili gledati. Tako da, evo, Kleopatra še zdaj nisem videla. Tako, mimogrede. Kaj je bil pa pomislek, da bi ti videla Kleopatro? Da to ni za otroke, no, v tem smislu, da to sem premejhna, ne. Ampak sem bila res tam nekje 6., 7. razred, no, verjetno. Ampak je zanimivo, jaz imam podoben spomin na kino, to je bila kinodvorana v Zadružnem domu v Zalogu, seveda spet leseni stoli, platno, ampak mislim, da sta bila 2 projektorja, ker se ne spomnim, da bi klicali, da ne menja rolo, ampak pustiva to, ampak tako občutek imam, da iz tistega časa se tega spominjam bolj, da sem nekako v zgodnji fazi soočena s filmom nekako bolj temeljito prestopil iz te resničnosti v fikcijo. Spomnim se, da ko sem gledal film, sem bil res v celoti preseljen v ta drugi svet, ker se mi zdi, da je kasneje ta radikalna izkušnja nekako se zmanjšala. Ja, meni se pa zdi, da se je to pa pri meni kasneje začelo dogajati, veš. Tam nekje od konca gimnazije naprej. Se mi zdi, da sem jaz od takrat film tako doživljala, veš, to je pa to neki fino, greš pa tam v tistem Triglavu, ene slaščice so prodajali v eni taki mali kučici, veš, take nenavadne. In si šel ti, si še ti skupaj in pa je bilo luštno tam noč sedeti tudi mi in vmes smo tudi klepetali in se skratka, no. Ampak moram reči, da recimo potem v gimnaziji smo pa imeli, ti se gotovo spomniš, profesor Potokarjevo, ne. No in jaz saj zase lahko rečem, pa verjetno bi še kdo lahko, da nas je ona se trudila in mislim, da je tudi kar uspevala, da se je vzgajala k temu, da gledamo filme, pa da se jih naučimo gledati, ne. Ker vem, da smo razpravljali o filmih, potem je tudi rekla, se spomnim enkrat je rekla, ja, šele po drugem ogledu filma mi je prišlo na misel to pa to. In si jaz rekla, pa kakšnem drugem ogledu filma, ne. Ampak zdaj pa vem, ne, v čem je, ne, ker kakšni filmi so taki, da jih lahko gledaš 7-krat, 8-krat, 10-krat, ne vem, pa je še vedno kaj novega in tako. Kakšni so pa seveda pa enkrat preveč, ne. Ja, kakšni so napisani in posneti seveda tako, da je dejansko bilo več plasti. Kar je zelo lepo, tudi ko ga prvič gledaš, je lepo, se mi zdi, zaradi tega, ker čutiš, da je še neka rezerva, čutiš, da nisi vsega razumel, ker Ja, to je res najbrž največje razočaranje, kadar že takoj na začetku Ja, veš, to o čem pa, je ja. film, ga prepoznaš, ga razumeš in ne veš, kaj bi z njim počel potem, ne? Mislim, sploh filmu tako, ne, mene niti ne moti toliko, veš, če vem, kaj se bo dogajalo, ne, pa kam stvar pele, ne, ampak če zraven pa tega vem še, kako bojo to speljali, ne, ker so prav eni vzorci, veš, to pa ne prenesem, no, to je pa tisti minimum, ki je pa konc, ne. No, ampak, zdaj, ko sem že omenila to gimnazijo, takrat se jaz spomnim, ne, Let nad kukavičjim gnezdom smo obravnavali in to je bila taka tema, joj. In to je gotovo tudi eden, mislim, če bi hotela kakšno lestvico delati ali pa kaj, eden med tistimi nepozabnimi, ne. To je bil film, kultni film naše Kultni film, generacije, ja, ki sem ga tudi jaz večkrat Mislim, da gledal. sem ga siguren 10-krat, no. In pa od slovenskih pa Idealist, ampak to je čisto res. In tisto je bilo meni toliko lepo in dobro narejen, vse tako, igralci, kostumografija, kako se je zgodba peljala, kako se je to vedno bolj potapljalo, tisto blato, ne, tako je bilo lepo. Tako se mi je zdelo, tako je bila ena taka, ko je on prišel, vedno, ko se je selil bolj v te odbaknjene kraje, ne. Blatni dol, ne? Blatni dol je bil nazadnje in tam tista cerkev, ki je vse škripal in župnik je prišel pridigati in vem, da je rekel, kaj že, deci ne babe pustijo, babe pa dece, da mir pa bo vse v redu, ali nekaj tazga, amen pa je šel, ne, to je nekaj, tako je bila pridiga skoraj vsano, mislim, ne. Ampak pretresljivo, ne, seveda, in Ja. res od slovenskih eden prvih, ki mi je bil res tako
wow. No. Se bova še vrnila tudi k slovenskem filmu, ampak dajva mogoče malo premisliti zdaj na začetku. Kinematografi so zaprti. Meni je to tako žalostno. Grem mimo kinematografa, vitrina prazna, listek z obvestilom in me je kar strah, da se bomo tega navadili, kot da tega kina ne bo več. Sej vem, da je ta strah neutemeljen, ampak me preganja, me moti. Ampak vsem vprašanje zdaj, glede na to, da že tako dolgo nismo bili v kinu, vprašanje, kako se ti zdi doživljanje filma v kinu, v tem prostoru, v primerjavi s tem, kar zdaj počnemo, da pač se navajamo na te manjše zaslone, računalniške, televizijske. Kaj ti pomeni kino kot izkušnja filmska? Si že omenila Kino Triglav, ne? Ja, no, kino, mislim, ne bo nikoli nadomestil. Mislim, ti mali ekrani, pa vsa ta tehnologija, pa vedno večji ekrani doma, saj kar se mene tiče, ne bo nikoli nadomestila tega kina, no? Ker ne more biti enako. Ne? Kino je že tako, veš, meni se zdi en obred, ne? Ti se odločiš, kaj boš ogledati, pa se pa odpraviš, ne? Od doma, v tistem pričakovanju in tam se usedeš in je čiste ma. In če imaš vsaj približen srečo, potem vse za tiste 2 uri ali pa 3 ure vse zgine. Ne? Zate, saj jaz tako doživljam. To je meni tako top, kar mora biti, ne? Da vse zgine, ampak hkrati, ne, ti pa film nekaj tega sveta prinese, nekaj, kar še ne, da glih ne poznaš, ampak mogoče bolj v tem smislu, da se kakšno stvar vprašaš ali pa da, a veš, tako kot tam v društvu mrtvih pesnikov, ko reče tale učitelj, da je treba stopiti na mizo pa si malo gledati stvari iz drugega zornega kota, no, mogoče to ne. Na vsak način pa kino je svetišče, no, zame, mislim, v primerjavi s televizijo ni, no, tudi vem, da sem že videla filme v kinu, pa pol na televiziji sem začela, pa nima smisla, no, mislim. To je res, da pravzaprav vse so kvalitetni zasloni, zdaj lahko doma, ampak kot si rekla, svet ne zgine, ostane tam, ne? Ta neka periferija stanovanja, življenja doma. Oprosti, moraš se res pripraviti, ne, da telefon ugasneš, ne vem kaj. Če drugega ne, saj pri nas mački po meni lezajo, no, če, a veš, pa ni miru, ne. Mislim, ni tako, no. To je, ne vem, s čim bi lahko primerjala, ampak tako, kot sem rekla, svet zgine, ne, in to sem si jaz vedno mislila, zdaj pa grem tja in vse, kar je, ne, zdaj za 2 uri, vse lahko odložim, no, mislim. Ja, pa tudi tema je, ne. Pa tema je, ja. Seveda je pa še nekaj, kar pozabljamo, ker čistko sicer to sodi bolj na področje fizike oziroma optike, ne. V kinu gledamo odboj svetlobe, kar je za nas naravno, ne, ker tudi v vsakdanjem življenju gledamo odboj sončne svetlobe, ne. To, kar zdajle midva vidiva drug drugega, je odboj tega sonca, ki se zaletava v naju in to je naravno, ne. Medtem ko so seveda vsi zasloni, to je pač sevanje, direktna svetloba, umetna svetloba, ki žari v nas in se zavedam ali ne, to pač ni to tako naravno, ne. Zdaj se jaz malo mešal. Lidija, še eno vprašanje. K filmu sodi, vsaj včasih, kadar smo še hodili tudi tako mogoče skupinsko v kino, no, pa tudi če ne, se mi zdi, da k doživljanju filma sodi tudi to, da se potem o njem pogovarjamo. Kaj misliš o tem? Ja, res je to. Samo, če se hočeš o filmu pogovarjati, saj po mojih izkušnjah ni vsem, s kom greš v kino, ne. Ja, tako da, kar se tega tiče... Se pravi, je to nekaj zelo osebnega, zelo intimnega. Ja, jaz po mojih, se pravim, kar se meni zdi, jaz moram reči, da zelo malo ljudi poznam, ali sem pa z leti vedno bolj tečna, no, ali kaj bi rekla, no. Dostikrat grem rajš sama, veš, in to ravno zato, da se mi po filmu ni treba pogovarjati. Saj en čas ne, no, rajš potem naslednji dan s kom, ne. Ker se mi je kar nekajkrat zgodilo tako, da pač tista oseba, s katero sem bila v kinu, ni bila, je drugače gledala na stvari in drugače doživljala in tisti komentarji potem, da ne govorim o komentarjih celo med filmom, ne, to je meni pokvarilo, no. Tako da drugače pa to
super, no, če imaš nekoga, da potem z njim razpravljaš. Ne? Ja, ker prej, ko si omenila temo, ne, v kinodvorani, sem pomislil na to, ker tako mečkaj še, kako jaz doživljam, se mi zdi, da pač mislim, da marsikdo tako doživlja, da ko se pojavi ta tema, ko se ugasnejo te luči, se nekako vsaj jaz skalibriram zdaj na to zgodbo, ki bo sledila. In se mi zdi, da pri filmu postanem v bistvu zelo iskren oziroma zelo intimno začnem doživljati zdaj to zgodbo, ker ni nobenega umestnika, nikogar tukaj ni vmes. In zaradi tega se mi zdi morda tudi ta odnos s filmom tako zahteven po svoje, ker si se res intimno predal zdaj uro pa pol ali dve. Ja, zdaj bo pa težko o tem razpravljati z nekom, ki ne pozna te tvoje intimnosti, te bližine, s katero si najbrž delila filmsko zgodbo, ali kaj? No, tako ja, sej, ker se ti, saj jaz se zelo hitro, se mi zdi, se uživim v kakšno osebo, ne, ali pa celo več, veš. Najboljši so tisti filmi, ki lahko, saj meni se zdi, ki lahko, torej sočutiš z več osebami, ne, ker so tako žive in tako človeške, ne, da se lahko živiš v to in v to in v to, ker ni nič črno-belo, veš, vse je v vseh barvah, ne. In to je super, no, po eni strani je pa tudi malo naporen, ne. Sam hočem reči, da že to, ko pač ta film daš skozi, jaz sem včasih pa tako utrujena, jaz se ne bi mogla takoj po filmu sploh pogovarjati, veš. In z leti res mi je tako, rajč grem sama, pa potem, ker jaz to malo predelam, čez dan, dva, pa potem ne. Sej, dobro, filmi so zelo različni, verjetno tudi ti imaš rada različne filme, ampak tako eno zelo načelno vprašanje. So filmi, ki imajo močne zgodbe, zaplete, kakorkoli, in so filmi, ki so v tem smislu bolj minimalistični, imajo pa, kot si prej rekla, zanimive like, imajo dobre karakterizacije teh oseb. Kaj ti je bližje, katera smer, recimo? Bližje mi je ta druga, da jaz te ljudi čutim, no, pa da jim verjamem. Da dobiš neke prijatelje na platnu. Ja, tako je, da jaz verjamem in da nekako čutim, da vem, kaj oni vse čutijo, veš, tako, ne, da se mi zdijo blizu, no, tako da razne te, ne vem, razni spektakli pa te zgodbe take, veš, to je sko gledam pač, ne vem, kaj ne navedem, zdaj nazanje je bil ta, no pa ta ni ta prav. 1917 je bil dosti tak, kar intimen, no, ampak ne vem, o tistem reševanju vojakov iz Francije, ne, to so taki, tam gledaš zgodbo, saj jaz, no, a veš, bolj blizu so mi te intimne zgodbe, kjer lahko te ljudi zaznaš, se pravi, da niso to neki in po svojih izkušnjah in ne vem, še počem tako oddaljeni, da težko jim zraven prideš, ne. A veš, ne vem, če sem se dobro izrazila, no. Ampak bliže so mi te zgodbe, no, na vsak način. Ja, tudi meni. Ja. Ne bom filmu zameril, če ni zgodbe izpeljal dovolj dobro, če je imel res like, ne. Če sem jaz v tem filmu imel ene prijatelje, s katerimi sem si delil zdaj to uro in pol, prej tako. Ampak deva še ostati nekaj časa samo še v dvorani, kinodvorani, preden greva naprej. V kinu je seveda tudi ta razlika, da gledamo film v družbi, da nas je več skupaj. To po eni strani seveda je to omejitev tvojega intimnega prostora, po drugi strani pa, če tudi malo kot filmski avtor pogledam, je pa tudi tako, da en tak kolektiv, ena skupina gledalcev, če jih je več, se nekako nalezajo drug od drugega in je potem neka reakcija na film, ki je drugačna, kot če bi vsak posameznik gledal film. Kako pa ti doživljaš, se pravi, to, bi rekel, gledalsko skupnost, soseščino med gledanjem? Ja, veš kaj, na vsak način hočem imeti tišino, no, mislim. Ne. In tudi ne prenesem kokic in takih stvari. Ne. Tako da meni je bilo grozen žal, ker so se vse te dvorane po Ljubljani zaprle, veš, pa kaj se je odprl okoli vse in tako.
tisti je kot ena, pa zdaj vedno hujš, že dolgo nisem bila tam, ampak tisti je kot ena avtobusna postaja in tudi tako, no. Drugač pa, skratka, na vsak način je fajn, če čutiš, da je tako, kot ti praviš, da je skupina, ki gleda in vleče enega drugega za sabo, a veš, ne. Najbolj je, mislim, v vseh vrstah filmov, ampak meni se zdi najbolj to pri teh kakšnih komičnih filmih, ne. Tam, jaz ne vem, ampak tam je dosti bolj zabavno gledati v kinu, kot pa doma, no. A veš, ker se ravno to, kot ti praviš, se nalezeš, ne. In jaz sem že doživela, da sem kakšen slovenski film gledala, no, in, ja, jaz nisem nič slišala, ker so se to kražali, a veš, ne, ampak je bilo fino, ne, a veš, vsi smo se tako fajn, dobro počutili, ne. Smeh je res nalezljiv, ne? Saj lahko včasih poznamo to, ne? Je lahko neki absurden razlog, pa se en začne smejati, drugi, pa so vsi, ne, potem se nam pa zdi smešno že to, da se smejimo. Ja, točno to, ja. Je se pravi odvisno, kakšen je film, ne? Tako, ja, jaz mislim, no, res, da. Pa, saj jaz imam rajš te male dvorane, ne. Včas je bil, sem rada šla v Kompas, veš, kaj bo tam, to je bila taka super zame, no. Je pa spet odvisno, kakšen film, to je res, ne, kakšni so taki, ki so narejeni, da mora biti veliko platno, se mi zdi, da mora biti tako malo mogočno vse skupaj, a veš, mislim, veliko platno, ne vem, v Kinu Šiško se spomnim, včasih smo kje šli gledati kakšno stvar, ne. Spektakle. Ja, no, pa tudi prosim, Levjega kralja, no, sem jaz otroke pelala in vem, da smo vsi jokali nazaj, grede, cel avto, 4 sem imela v avtu in vsi so tulili, mislim. Tako, no, ker sej, filmi so res narejeni za se mi zdi, za točno neko platno in tako, in ni vse en, ki jih gledaš, ne. Veš, jaz sem že doživela, da sem gledala film, pa ne enkrat zraven zato sem to nehala, v kinu ne, in je bilo, wow, pa sem ga gledala po televiziji, je bilo pa, ja, brez veze, no, čist brez veze, ne, a veš, no, se lahko povem, tak je bil vsaj men Gora Brokeback, no. Tist mi je bil v kinu res tako. Na televiziji se mi je zdel tako, kar neki medu je bil, ne, in tisti posnetki niso bili tako. In obratno tudi, veš, tudi obratno sem že videla, ne. Ravno pri enem slovenskem filmu sem ga videla na festivalu v Portorožu, pa se je bilo fajn, mislim, nič ne reče, fajn film, ampak tako nekje je bilo tako malo prazen, ne vem, ko bi ti rekla. Pa sem pa ta isti film videla na televiziji, ne. Vsega pa, kako je to, prav tako sem si mislila, kako je to dobro, kaj sem pa jaz zanč mislila, ne. A veš, sam pa so me podučili, da je bil v bistvu bolj da ta film ni bil za kinodvorano sploh. Narejen, ja. Ja, je pa včasih seveda tudi to, ne, da česar se mogoče kdaj tudi ne zavedamo, da pravzaprav gremo v kino na nek način predisponirani, bodi si zaradi nekega dnevnega razpoloženja, bodi si prihajamo z nekimi pričakovanji, ne, ki nas lahko potem med gledanjem tudi ovirajo, ne. Pričakovanja so zavezana tudi včasih na to, kaj nam je kdo rekel, kaj smo prebrali. To je zelo nevaren, veš, ta pričakovanja, mislim, no, nevaren. Najboljše je čim manj, no, veš, ker pričakovanja grejo dostikrat preveč visoki in potem je, mislim, da je kar neizogibno, da si malo razočaran, ne. Ker si v glavi ustvariš nekaj, kaj to bo, kako bo, in ni treba, da je slabo ali pa kakorkoli, ne. Ampak odstopa v tiste tvoje predstave in ni tako, ne, saj tisti, ki ga gledaš, ne, a veš. Poleg tega, ne, če smem povedati, no, mislim, jaz, kar se tiče kritike, ne, pa jaz sem čista amaterski ljubitelj filma, no, a veš, nočem reči zdaj, da sem nek poznavalec ali karkoli, no, ampak vedno manj se zanesem na kritike, no. Pa ne vem, se mi zdi, da to sem ugotovila enkrat, ko sem gledala en film, ki je bil zelo opevan in nagrajen in ne vem kaj še vse. In potem sem ga šla izgledati, spet so tukaj pričakovanja, ne, in ko sem šla iz kina, sem rekla, kako je to mogoče, a bi jaz to prepoznala, da je to res tako dobro, če mi ne bi povedali že prej. A veš, kaj mislim? Ja. Ja, ne bi, no.
mislim. In tudi nasprotno. In tudi nasprotno, ja. Ja, tle imam tudi jaz, če smem, en tak pomislek, da se mi zdi, da je slovenska kritika nekako specifična tudi, ne? Da v svetu je dosti več te filmske publicistike ali pa sploh, da se o filmu piše, da ni kritika, ampak se tudi pogosto uporablja angleško besedo review, ne? Se pravi, vendarle en pregled, eno poročilo o filmu, ki ima manj izrazito vrednostno sodbo. Ne? Za naše kritike je značilno, da so zelo vrednostno opredeljeni, da so v tem smislu celo zelo radikalni, ker mene moti ne samo kot avtor, ampak me moti tudi zaradi tega, ker seveda se kritik postavlja na pozicijo, da uveljavlja tudi nek svoj osebni filmski okus. Zdaj pa odvisno za kakšno občinstvo piše tudi on, ampak vendarle ne vem, če ima to pravico, zaradi tega, ker film bi šli lahko gledati zelo različni ljudje, ki imamo zelo različne okuse, ampak tako da to je lahko precejšna ovira. Ampak nekaj si hotel reči. To, kar si rekel, različne izkušnje gledalci, pa različno ozadje, veš, ti ne moreš filma drugače gledati kot subjektivno, jaz mislim, no. Ne moreš. Zdaj, tudi če si ti filmski kritik, moraš biti po moje zelo, ko bi rekla, moraš imeti kilometrino, no, pri gledanju filmov, pa moraš biti nekako, ko bi rekla, izvežban, veš, da se odmakneš nekako od samega sebe, ko to pišeš, ne. Zdaj pa, če se kritika tam začne v drugem stavku, da ti piše, to je pa najslabši film, kar sem jih videl, ne, mislim, to je milo rečeno. To pomeni, da je videl malo filmov. Prosim, to je točno to, ja. Točno to in dvakrat se mi je zgodilo v teh, ki je bilo nekaj takega, kot je prav zelo radikalnega. Sem šla preveriti starost tega, avtorja, in sem si točno to mislila, prav dosti jih pa res nisi videl, najbrž ne. Ja, seveda. Mladi ljudje so pač, ko bi rekel, z leti postanemo tudi malo bolj tolerantni, tako, ali pa nas tudi zanimajo neke vsebine, ki so zahtevnejše, pa filmi, ki imajo drugačen tempo in ritem, recimo. Pustiva zdaj to, da se ne bova v tej smeri zaplezala, ampak, če sva že govorila o tem paradoksu, da je najboljš iti v kino kot tabula rasa, da imaš potem najbolj čisto doživljanje filma zagotovljeno, je pa vendarle to praktično nemogoče. Ko so festivali, ko je, ne vem, vedno potrebuješ en razlog, da pač izbereš film. Zdaj pač ti se moraš odločiti za ogled nekega filma in na to vedno nekaj vpliva. In zdaj dobro, rekla sva za kritiko, ampak vseeno me zanima, kaj je tisto, kar recimo nate najbolj vpliva, da se odločiš iti pogledati nek film. A je to avtor, a je to naslov, a je to tam neka evidenca filmskih nagrad, ali je to nek prijateljski nasvet. Kaj je tisto, kar te najprej, ali spremljaš neke avtorje in hočeš videti naslednji film, kaj je tisto, kar te spravi v kino, recimo? Torej, tako, avtor definitivno, no. Tako, nekaj jih imam takih, ki jih spremljam, ne. Čeprav se to z leti tudi menja, no. Sem že tudi na Lifu, veš, ker tam načeloma se jaz izogibam predpremier, ker vem, da se jih bo dal potem videti, ne. No, ampak, če je bil moj avtor, sem ga šla tudi v predpremiere gledati, ker nisem mogla počakati, da bo to v rednem programu, ne. Drugač pa, kaj me potegne, recimo, torej avtor, prijateljski nasvet tudi, absolutno, pa tema, veš, ne, o čem bo ti s film govoril, ne, tako. Tako da s tem, da je zdaj mogoče sem ves čas, ko govorila, da ne bo pomotet, imam rada tudi kakšne take, ko bi rekla, take filme, ki te malo potolažijo, ne, ki ni tako, a veš, ki se blagodejne, no, tako, ja, da imajo eno tako, da si ves zadovoljen, ko prideš ven, ne, pa brez kakšnih sladkornih oblivov, to pa absolutno ne, mislim, to ne sme biti, ni govora, ne, jasno, ampak tako, takih, ne, drugač pa se pravim, avtor, bi rekla, prijateljski nasvet, tema. Kaj pa recimo to, ne,
v zadnjem času, pa no, mogoče ne samo v zadnjem času, imamo tudi recimo prepoznavne nacionalne kinematografije. Ali te to prepriča recimo turški film, romunski film ali pa recimo iranski film? Ja. A ti to kaj pomeni, ko se odločaš? Pomeni, ja. To imam v zadnjih letih nekaj takih lepih izkušenj z romunskimi, bolgarskimi in turškimi, pa iranskimi tudi, ravno te, ki si ti naštevne. Pa tudi, zdaj pa ne vem, armenski mogoče, Paradžanov, kjer avtor, a veš, 2 njegova krasna filma sem videla, je bila ena retrospektiva in to je kar nekaj let nazaj, ampak je tam, veš, v tistem predalu, ki ne pozabiš, ne. Ja, te kinematografije so zelo, pa kaj s vem, danski tudi recimo, ne, sploh imam rada evropske filme, ne, veš, veliko bolj kot se mi zdi, da veliko več ti dajo, no. Tako, vse včasih se tudi nasankaš lahko, no, ampak, a veš, jaz sem tako z leti, se mi zdi, da sem vseeno malo, vedno bolj prizanesljiva do ene mere, ne. Mogoče tudi zato, ker sem imela malo mečken vem, kaj vse je treba, da film nastane, ne, a veš, in koliko je to enega dela in kaj vse je potrebno, da potem ti tam sediš, pa tisto uro pa pol nekaj gledaš. Seveda, evropski film je pogosteje avtorski kot ameriški ali pa morda še kak drug iz večjih držav. In če je avtorski, je mogoče do neke mere bolj izviren, bolj eksperimentalen, pravzaprav bolj tvegan, ker definitivno ne streže nekemu receptu, ki je skovan glede na neka komercialna pričakovanja, ne? In seveda tle tveganje večje in mogoče kdaj tudi seveda kak spodrsljaj, po drugi strani pa seveda se srečujemo z zahtevnejšimi temami v evropski kinematografiji kot v ameriški, ne. Bolj tehtimi tudi, ne, recimo, ker ne vem, če greš... Bolj odgovoren odnos najbolj do tem. Ja, tako, ja. No, pa ruski recimo, ne, ruski filmi, to so. Ja. To, veš, to sem hotela še reči, pred leti, že kdaj se je ta lif že začel, ne. Jaz sem pred časom, vem, da sem v času lifa dopust vzela en teden, da sem lahko v kino hodila, veš. Res, sicer to je bilo tako, ne. Prvo leto sem pol tudi po 2 na dan, ne. Pol že ne več, ne, zaradi tega, ker ne morem toliko predelati, veš, in se mi potem prekrivajo en čez drugega in se mi izgublja, ne, tako da zadnje čase, verjetno to tudi z leti pride, ne, rajš pogledam malo manj, tle seveda obstaja seveda možnost, kaj boš zamudil, ne, ampak vseeno. Ampak ruski filmi, če sem si kaj zapomnila iz vseh teh filmov, sem tiste ruske filme, ki sem jih videla, no. Res. To je pa, ne vem, če se spomniš, Zadnji vlak, mislim, da je ta dobil še eno nagrado. Misliš, Lidija, da gre pri tem tudi za, ker to sem se tudi jaz spraševal, zakaj se včasih tako zgodi. Ta misliš, da gre tukaj mogoče za neko tudi slovansko bližino? To se včasih sprašujem, ker na nek način pa tudi seveda ta naša bližja soseščina, Hrvaška, Srbija, Bosna, Makedonija in tako naprej. Ali čutiš mogoče, da gre tukaj tudi za to neko slavjansko empatijo, dušo, neko čutenje, ki je podobno? Lahko da je, no, čeprav nisem nikoli prav tako razmišljala o tem, ne. Moram reči, no. Čeprav je pa res, no, so te filmi, sploh te, mislim, srbski, hrvaški, pa že prej jugoslovanski, no, se mi zdi, so mi na ta način blizu, ne, a veš, da jaz veliko prej ugotovim, kaj je tisto, ne, a veš, kar je hotel kot nekdo, ki bi prišel recimo iz, ne vem kot, no, Anglež ali kaj vem kaj, no. Lažje razumeš to mentaliteto tako, filma, ja, pa ta ne? način življenja poznaš pa bolj, ne, recimo jaz itak imam tako izkušnje, ko imam sorodstvo tako po celi bivši jugi skoraj, no. In lahko da je tudi to, ja. Čeprav v teh slovanskih meni je najbolj ruski, veš, moram reči, še vseen, poljski, no, ne vem. Ruski na vsak način, če bi tako na pamet govorila, a veš,
reči, potem bi bilo to ta prvo. Ne? Dobro, saj tudi seveda Rusija je velika, Ja, filmov je veliko, ja. avtorjev je močnih, veliko imajo bogato filmsko zgodovino, Ja. številne svetovno uveljavljene avtorje, da ne naštevava to. Ampak Kdo se je vse od njih učil, recimo, ne? Ja. Mislim. bi rad videl, če se v nadaljevanju malo pogovoriva tudi o tem, kako se filmi starajo ali ne starajo, ampak preden bi o tem mogoče, kak tvoj otroški spomin na film, ki se ni postaral, ali se je to, pravzaprav, čeprav si že rekla, da pravzaprav si kasneje v gimnaziji začela bolj doživljati film, ne? Filmski spomin, ki se ni postaral. Veš kaj, mi smo zelo malo televizijo dobili, no? Še ko sem bila tako, da nismo hodili v kino, ne? In smo tako družinsko gledali filme po televiziji, če to zdaj šteje, ne? A veš, šteje, ne? In to je bilo tak lep spomin, ker vem, da v nedeljo popoldne smo tam vsi ždeli na kavču, oziroma, a veš, tako en čez drugega, skoli bi rekla, ne? Predvsem oče pa midva z bratom, no? Mama je bila tam na enem drugem kavču, tako da je imela mir in to, joj, in se spomnim, to je bilo, veš kaj, Ples v dežju, ne Ples v dežju, joj. Ples na vodi. Tudi ne, Jane Kelly, no, Singing in the Rain, no, Pojmo v dežju, no, veš, Pojmo to v so bili dežju, taki, pa Bonanza, pa tiste stare, ne, westerni, Bog pomagi, kaj smo ti zgledali, pa Stan in Olio, a veš. Pa take stvari. To se je spomnim, da smo tako takrat, ne. Od slovenskih, veš, imam pa jaz, pa ne vem zakaj, ampak najbolj imam v spomin na ta film o tisti psici Kali. Veš, Ja, to mi je žival vedno prepriča, Ja, ne? joj, mislim, tako mi je to, ne kekac, veš, ne kekac, jaz ne vem, pa Kala in to mi je bilo tako, pa se ne spomnim več, veš, čist sebine, ampak tistega občutka, ki sem ga imela, ko sem gledala film, ne. To je pa neprecenljivo, no, mislim, kako je bilo tisto meni fino, no. Ja, mene je kekac očaral takrat, ker sem bil pač prvič v kinu, ko sem sploh se živo spomnil tega, da sem sploh prvič doživel to nadnaravno dimenzijo, ki jo lahko da kino, ne. To je mene zelo očaralo, to še zdaj vem, da mi je bilo tako fascinantno, da je to tak velik prostor se je odprl tam na platno, ne. In se spomnim živo zelo fasciniralo to, da zdaj en deček moje starosti prešerno hodi, poje in se vede, kot da je v svet njegov, ne. Ta suverenost nekega otroka tam gor je bilo v čistem nasprotju s tem, ker sem seveda jaz kot otrok živel, ne. Precej bi rekel, kako bi rekel, v eni taki tipični družini, kjer je imel otrok odmerjen kot, če ne rečem celo malček represivno odmerjen, in je bilo to zame res fascinantno. Tako sem pol tudi začel doživljati kino in film kot eno priložnost se zateči v ta večji svet, drznejši svet, pogumnejši, lepši in tako dalje, ne. Tako da mi je to pa res tako zelo, seveda, močna izkušnja, ne. Ampak je zanimivo, ne, kako so se nekateri filmi, ki sem jih kot otrok videl, grdo postarali in so postali, ali pa ne samo kot otrok, tudi kot mladenič ali karkoli, so se tako grdo postarali, da sem potem se samo čudil temu, ne, Navdušenju. Temu navdušenju, kaj je to sploh bilo, ne. Vse nekaj podobnega velja tudi za kakšne knjige, ki sem jih bral v otroštvu, ampak nekateri filmi pa to preživijo, ne. Ja, In zdaj me zanima, kako so se pa mogoče v tvoji izkušnji kakšni filmi ohranili in ohranili, da dajmo reči, nek status klasike. Ja, veš, tako kot pri knjigah si rekel, ne, kakšna knjiga ali pa kakšen film si ves navdušen, ampak je tako, no, če ga drugič gledaš in je še vedno tako fajn, potem tisto ponavadi ostane, no, ker, a veš, prenese tisto ponovljen ugled, no, še nekaj dobiš, a ne, tudi potem, ko ga drugič ali pa tretjič gledaš, ne. Če pa potem pri tistem drugem, ne, isto velja za knjigo, tisto pa potem zgine, no, mislim, nekam. In zdaj
No, prej si govorila, Eni so res za večno, no, mislim. Dajva ugibati mal mogoče, zakaj se nama obema, recimo, Let nad kukavičjim gnezdom ni postaral. Kaj je pravzaprav to, ali je to tema, ki je tako večna, ali je to Jack Nicholson, ki je bil tako veličasten, ali je to ta svet tega filma, ki ga razumemo in ki se ne spreminja. Ja, jaz sem dojela ta film nekako tudi kot eno preslikavo, ne, a veš, drugega sveta, in ta se pa res ne spreminja, oziroma problemi se stalno obnavljajo, ne, že malo mi smo zlezli, kam pa se spet vse na novo pokvarja, se ti ne zdi? Jack Nicholson je bil pa veličasten, ja, seveda. Ja, seveda, tam je bil svet postavljen kot neka inštitucija polna oblastništva, predsodkov, nesvobode. Ampak iz tega še nismo zlezli, ne? Pa sploh vprašanje, če kdaj bomo, se ti ne zdi? Mislim, včasih se še malo poglobimo. Ja, tako, ja. Mislim, da je to, ne? Ker je res taka večna, no, mislim, pa zmer je bilo tako, veš. Jaz sem zdaj na 3. univerzi na predavanje iz zgodovine, no. Marička, no, pred 1000 let pred našim štetjem, pa tam poslušam to zgodovino vsakdanjega življenja, pa to isto je bilo, no, ti povem, tehnologija se je spremenila, a veš, ampak te težave ali pa, ko bi rekla, te problemi, pa ta uveljavljanje moči, pa nadzor, pa oblast, pa lastnina, pa to je pa, isto je ostalo, no, a veš, se mi zdi, no. Sam sredstva so se spremenila, no, na en način, s čim se to uveljavlja, no, tako. Ja, tle so zdaj na pragu nevarnosti, da spregovoriva o stvarih, ki nas težijo, ja, pa bi zato ja. potrebovala več časa, ki ga nimava, bo ostala pri pogovoru o filmu. Nekako smo do zdaj govorila samo o, seveda, igranem filmu, ne, ki zdaj pa me zanima, sploh v zadnjem času se zelo krepi dokumentarni film, ne. Navzočje po številnih festivalih, snemajo se bogatejše dokumentarne produkcije, dokumentarni film zna zelo na novo in drugače nagovarjati občinstvo, je navzoč v kinu, nastajajo neke hibridne dokumentarne forme. Ja. Skratka, očitno imamo opravka z enim vzponom dokumentarnega filma. Kje si pa zdaj ti tukaj kot gledalka, kako doživljaš takšne filme? Ja, super, no, zelo imam rada dokumentarne filme, no, veš, tudi tako na TV-ju, ne, ko dobim program, najprej pregledam za naslednji teden, kaj bo, ne, od dokumentarnih, ne. In tudi po tej, ko je bilo konc te spomladanske, ko smo zmagali, ne, v tej korona krizi spomlad, prvi film, ki sem ga šla gledati, je bil dokumentarni film, ker je bil zamik pri ta festival dokumentarnega filma je bil zamikom v Cankarjevem domu in sem šla gledati dokumentarni film, ne spomnim se naslova, žal, ampak posnel o Tarkovskem, posnel ga je pa njegov sin. In to je bilo tako nekaj lepega, za zjokati lepega, no, mislim, že ta izkušnja, no, in film tudi tako je bil narejen, mislim, res. Tako da dokumentarni filmi so, mislim, tako, ne, zdaj, če tam samo neko naštevanje dejstev, ne, meni ni glih tako najbolj blizu. Pa sploh pa veliko je takih filmov, veš, ki so tako mal spektakelsko narejeni, no, se mi zdi. A veš, ali so posnetki preveč lepi, ali so to neki potopisi, pa ti pravijo, ja, zdaj boš pa videl, kje je vse to. Pa je tisto tako zrežirano vse, da ne veš pa sploh na koncu, kaj si gledal, ne. Da ne govorim o tem, veš, da so tako. Na začetku ti govorijo, o čem bo film pripovedoval, ta dokumentarni pol, čez en čas je en premor, pa ti za nazaj povejo, kaj je bilo, pa za na drugo tretjino, kaj bo, no, eni taki. Veliko je tega, ampak veliko je pa tudi tako. Takih. Se mi zdi, da je tukaj še večja razlika na področju dokumentarnega filma med to komercialno produkcijo dokumentaristike in igrano. Res, mislim.
kakšni so, kaj sem pa to gledal, no, si misliš, pol, tako da jaz sem zdaj že malo začela tako zbirati, no. No, ampak zdaj, če greva k tistim dokumentarnim filmom, ki te zanimajo, kaj je v njih tisto, kar te prepriča, ali ima ta dokumentarni film se omeji, denimo, bolj na neke arhetipske vrednosti tematsko, ali to, da vnese neko vizualno lepoto, ali skratka, vemo, da te faktografija, pa ne si bo še to 1000-krat dokumentarna in resnična, a faktografija v dokumentarnem filmu te ne zanima, to je neka obremenitev. Mislim, a veš kaj, faktografija, tako dejstva morajo biti, ko bi rekla, relevantna ali pa verodostojna na vsak način, ne, samo to ni dost, ne. Bi rekla, daleč od tega, to ni dost, ne. Mora biti nekaj več, tisto, ki te potegne, no. Mora biti mal en oseben pristop tudi tukaj, no. Mora imeti neke vrste zgodbo. Tako, ja. In da zdaj ne bom tle naštevala, no, ne vem, če se spodob, no, ampak, ali se spodob, povem. Vse se spodob. Vse se spodob, ja. Metod Aleksandrinke so sigurno eden, mislim, najboljši, ali pa najboljši, kar sem jih videla, no, top, vrh od vrha, no, bi rekla, res, ta je izjemen, no. Če smo že pri tem, če si nisem računal s tem, da boš to omenila, ampak tle ne morem mimo tega, da bi recimo povedal to, da so prav Aleksandrinke so tipičen primer, to je dokumentarni film, ki sodi v tisti čas, ko smo se v slovenskem prostoru začeli zavedati, da je tudi dokumentarni film potrebuje boljše produkcijske možnosti. Ne. Predtem je slovenski dokumentarni film z večine nastajal v enih zelo omejenih pogojih, ki jih je nudil dokumentarni program nacionalne televizije. Ne. Zdaj imamo seveda tudi možnost, da to podpre Slovenski filmski center, da se za dokumentarni film pridobivajo še kakšna druga sredstva, tako da Aleksandrinke so bile ne vem, če so bile prve, ampak jaz se spomnim predvsem tega, da smo imeli možnosti, ker smo dobili dodatna sredstva, ki so bila nadstandardna, da smo lahko pridobili na tej osnovi potem še v koprodukcijo Italijane in potem še Egiptovsko nacionalno televizijo. In hočem samo to povedati, da so ti pogoji ustvarjalni tako neizogibno potrebni tudi za dokumentarni film, da je enostavno dober dokumentarni film, ki se bo ukvarjal z neko zahtevno temo, ki je morda razkropljeno po svetu, ne more nastajati na ta nek preprost način, da bo en avtor šel malo knjige prebral pa šel s filmsko kamero pa nekaj posnel. Ne? Tako da upam, da bo ta zavest preživela in da hkrati se mi zdi, da to tudi dokazuje, kako je pravzaprav generalno gledano, so neki produkcijski pogoji, res pogoj, izhodišče za kvaliteto. To še ne pomeni, da če zagotoviš te pogoje, da bodo od takrat naprej pa vsi filmi dobri. Ne. Več možnosti bo, da bi nastali dobri filmi. Ne? No, sej tlele, če lahko samo skočem tako, recimo, ko govoriš o teh sredstvih pa to, ne, to je meni že večkrat prišlo na misel, da koliko slovenskih dobrih filmov je nastalo s takimi omejenimi sredstvi, ne. Mislim, v bistvu, pa če primerjaš produkcijo s kakšnimi tujimi filmi ali kakorkoli, mislim, kaj bi šele bilo, kaj bi šele bilo, če bi bilo, rečemo, denarja dovolj, pa ne dovolj, da bi bilo, recimo, da bi bile te možnosti toliko boljše, ne, produkcijske, denar, ne vem kaj, vse, kar je treba, kaj bi šele bilo, no. Tako da, to je vprašanje, ne, mislim. Ja. Zaenkrat znanstveno fantastično vprašanje. No, ampak mislim, ker če mi ne bomo delali filmov slovenskih in ne bo noben drug, ne, mislim, in slovenske filme lahko sam tukaj delam, mislim, kako ne povem, treba jih je delati, ker drugače jih ne bo nihče drug, ne, mislim, kako ne rečem, Ja, saj vemo, ne, da ta kulturno-imperialistična tendenca je navzoča tle v Evropi, se temu seveda uspešno upirajo kulturno bolj ozaveščene države, s Francijo najbrž na čelu. Tako da, če bi bilo to odvisno samo od slovenske volje,
od slovenske vere v nujnost lastne kulture bi se nam slabo pisalo. Tako da jaz sem na tem zelo razočaran, da pač se pri nas tako veliko trkamo po prsih, kar se tiče kulture, pa tako malo dejansko verjamemo v njeno smisel, v njeno učinkovitost, ne navsezadnje. Ja, ampak da ne bo spet zašla tole, spet nevarna past. Ne, res, oddali so nam kulturni praznik in zdaj smo upravili, ne. Tisti dan smo frej in gremo lahko smučati, ne, pa smo, ja. To so nevarne stvari. Jaz bi rajš žrtvoval kulturni praznik in proslavo 7. februarja, pa da bi se to preneslo v ozaveščenost in v neko kulturno prakso čez vse leto. Ne. Pa že od šole naprej, ne? Mislim, že v šoli, a veš, mislim, ne? Ja. Bi morali kaj na tem narediti, ne? To sploh tole, no, mislim, tudi ta filmska vzgoja, ne? Tega, a sploh kaj omenjajo, kaj film, ali? Ja, saj tudi... A veš, literaturo, ne, imaš to in 3/4 te, ampak film pa ne vem, mogoče je zdaj kaj drugačno, ampak dvomam, kakor spremljam, imam nečaka osnovnošolca, pa to, ker gledalce je treba vzgojiti, ne, pa bralce, pa poslušalce, pa tako, ne, a veš. Če si želiš, da bodo gledali, brali... Če si želiš, da bojo gledali, ja, seveda, ne. Kaj pa, če si ne želiš tega? Ja, če si pa ne želiš, delaš pa tako, kot je zdaj, ne, seveda. In jaz sem čist prepričana, da nobena... Ampak, če sva že pri tem, recimo, če bi ti tudi veliko bereš, ok, pa hodiš v gledališče, pa na koncerte, pa vse tako. Ampak dobro, se to bo težko ločiti, ampak če tako pomisliš, koliko te je recimo film formiral kot osebo, kot težko ločiti od vsega drugega, vem, ja. Ja, vsaj to kot ostale te zvrsti, ki se jih naštel, no. V bistvu tako, film pa literatura, branje knjig najbolj, no, bom rekla tako, no. Gledališče kasnej, a veš, glasba pa tudi dosti kasnej, te koncerti, pa tako bi rekla, no, ampak torej literatura pa film pa bi rekla skoraj, da sta kar enakovredna, no, ker to sem od nekdaj imela rada in od nekdaj sem počela in filme to počela, no, tako, a veš, tako da tako bi rekla, no. Saj toliko pomemben je kot to, kar sem prebrala, no. In to je res, in ravno zato se večkrat spomnim to, ko smo mi v gimnaziji, kakšno srečo smo imeli s to našo profesorico Potokarjevo, no. Ja, ampak to je bila čist njena osebna ljubezen. Vem, se zato pa pravim srečo, mogoče ne. Tukaj lahko poveva, ona je bila hči igralca Staneta Potokarja in se pravi po tej logiki še sestrična igralke Majde Potokar, se pravi je bila iz takšne družine in je tako zrasla, ne, in ona sama je pravzaprav dokaz, kako se lahko, ne, če je nekaj res navzoče, vzgojeno, ne, da potem to se nadaljuje in razvija to neko bogatstvo kulturno. To, kar sva prej govorila, ne? Ja. A veš. In če tega ni, se seveda stihijsko razvijajo druge stvari, ki jih danes poznamo in jih lahko imenujemo pohlep in podobno. Ja. Pustiva to, ja, no, jaz tudi tako mislim, ne, recimo, če pogledam nazaj, tako kot si ti rekla, te neki liki, ki jih v filmu vidiš, ti neki prijatelji, zelo dolgo ostane to z mano, pa se mi zdi, da sem tudi jaz, recimo, kdaj skozi tako kino izkušnjo, skozi soočenjem z eno zgodbo ali pa z enim junakom, da sem predelal kakšno svojo osebno stvar ali pa jo predelal lažje, kot bi jo brez tega stika, brez pomoči te zgodbe filmske, ne. To pač se jaz štejem bi rekel v eno, to štejem kot eno veliko prednost kulture, pač filma v mojem primeru še posebej. No, sej, veš, to kakšni liki, mislim, se spomniš še zdaj, ne, verjeten, kaj je nekdo v neki situaciji naredil, ne. A veš, ali pa rekel, ne, mislim, pa ti pomaga, ja, meni tudi tako, moram reči, res, ja. Ja. Tako da neki liki, neki citati, to ti res ostane in je joj, mislim. Zdaj bi, mogoče vas zdaj proti koncu majčkeno še več
spregovorila o slovenskem filmu, pa o tem, kako slovenske filme gledamo in podobno. Zdaj, glede na to, da že dolgo gledava slovenske filme, tudi se spomniva, kako se je spremenil slovenski film v celoti, kako se je pa predvsem, bom zdaj opozoril na to, kako se je spremenil govor v slovenskem filmu od prvih začetkov do danes. In vsi vemo, da pač igralci so prihajali z gledališča in so s seboj prinesli tudi nek govor, ki je bil precej gledališki, in ker so se filmarji tega zavedali, so zelo zgodaj že posegli po rabi narečja, ne. Saj vemo, tistega lepega dne, pa Kekac in še številni drugi filmi, ki so ta problem reševali na tak način. Kasneje smo dobili filme, ki so bili poceni in so bili posneti v kakšni ljubljanščini in tako naprej. Zdaj, da ne bom jaz govoril preveč, kako si ti doživljala ta govor v slovenskem filmu, ta nek pogovorni jezik in kje smo zdaj v tem razvoju tega jezika, ker se bojim, da imamo še vedno probleme. Ja, to, ko si rekel gledališko, ne, večina je bilo gledaliških igralcev in so tako v filmu preveč igrali, ne, mislim, a veš, kaj hočem reči, ko? Ja. Preveč je bilo tako očitno, prenapeto, no, mislim, preveč. Ampak jaz mislim, da kar se tega tiče, da se zelo izboljšuje, no. A veš, dosti časa je bilo tako, ravno ta govor je tako, malo umetno je deloval, ne. Mislim, ti si imel občutek, da bi ta človek to tako povedal, no. Ne, in je bilo zelo tako, meni se je zdelo prisiljeno, umetno, no. In tako, kot ti praviš, ta narečja so mogoče res rešvala, ne. Čeprav ravno to, veš, včasih je pa tudi ta pogovorni jezik, ne, je tako mal pretiran, no. Se mi zdi, da je zelo težko zadeti, a veš, da imaš lahko občutek, postane vulgaren, ne, ja, malček. tako, da zadaneš pač točno tako, da verjameš tistemu človeku, da bi on pa to tako povedal, kot kar je, ne, mislim, kot ti slišiš, ne. Je pa neki, ne, to sem se sicer, si me ti nekako spomnil na to, ampak jaz vem, kako so se je meni, recimo, dokler še nisem znala, dokler smo brali podnapise pri tujih filmih sam, ne, pa nismo znali jezika pa to, kako se je meni ti se fajn zdel, veš, kako dobro igrajo, kako to je bilo vse tako fajn, ne. Zdaj pa, ko razumem, se mi pa ne zdi več, veš, mislim, tako da je to ena razlika velika, če ti jezika ne razumeš, pa bereš podnapise, ali pa če je to jezik pa še tvoj, ne, pa razumeš, kaj govorijo, no. Se mi zdi, da si pol bolj kritičen, no. Ja. Prej opaziš tudi, če kaj gre narobe, no, ali kako bi rekla, a veš. Drži, je tudi eno vprašanje, recimo, zdaj, če tako pogledava, seveda, ko gledaš slovenski film, slovenski govor, slovenske igralce, gre za jezik, na katerega si zelo senzibiliziran, zelo si občutljiv, ne? No, tako, ja, to pri je res, jeziku, ko govorijo turško, najbrž tega ni. Zdaj, ko govoriva o slovenskem filmu, ne, govoriva tudi po mojem o tem, pa o slovenskem govoru, govoriva tudi o tem najbrž, da smo zelo senzibilizirani za ta jezik, da hitreje začutimo tudi, ali je to dobro odigrano, ali je ta igralec točen, ali je iskren, ali mal blefira, ne? Ali je ta zloglasni šmir, ker se najbrž ne zgodi, kadar poslušamo, gledamo film v nekem tujem jeziku. Ali ga pa ne zaznamo, veš. Sej. Ja, Sej. tako, ja, ravno to sem tudi jaz mislila. Najbrž je to, da imaš film v svojem jeziku prednost, hkrati pa tudi malček handicap. Tako, ja, ker to je jezik, od kaga govoriš, od skozi, ne, in ga imaš tako, v vseh celicah ga imaš, no. Mislim, in veliko prej začutiš vse te stvari. Se to sem ti hotela reči tudi, ne, s tem, da kako sem bila presenečena, presenečena je na način, ko sem ugotovila, da tiskajo, ne vem, v tujih jezikih, pa to, a veš, da tudi slučajno ni vse tako dobro, pa nič zašmiran, kakor praviš, ne. Ampak če pa ne razumeš jezika, potem je veliko manj možnosti, no, da boš to ugotovil, no. Sploh pri teh jezikih, ki so nam še toliko bolj tuji, a veš. Ja.
mislim tuji, ki jih ne poznamo, ne? A veš, kot si rekel prej, turški, pa ne vem kaj, ne. Pa se mi zdi, da tudi ko angleščino recimo vse razumeš, ne? Jezik sam po sebi, ampak nisi toliko senzibiliziran, da bi čutil nianse, Tako, ja. ki so zadaj v interpretaciji. Jaz včasih kar čistko za heca, ne? Za preverjanje ugasnem zvok in gledam, če imam to možnost, nemo sliko in se izkaže potem, ko gledam nemo sliko igralca, bolj vidim, a je to zdaj dobra igra ali ni dobra igra. Celo tako. Dobro, mislim, je pa seveda tukaj pri tem govoru še en tak res neumen slovenski problem v tem, da pač nimamo nekega res zrelega pogovornega jezika, ki bi bil sprejemljiv za celo Slovenijo, ne, tako kot seveda Francija ali pa Amerika. Saj imajo tudi tam narečja, ampak v manjšem obsegu, predvsem pa imajo nek pogovorni jezik, ki je za vse Američane, Francoze sprejemljiv. Ne. Pri nas je pa ta pogovorni jezik nekako šibak in ga opažam to, da ga določeni zelo bi rekel, določeni predeli Slovenije, ki imajo močno lokalno identiteto, ta jezik dojemajo kot nek centralno slovenski oziroma kar ljubljanski jezik, ki pripada samo nam. In je tle neka zelo neprijetna situacija, da potem težje sprejmejo tudi te naše zgodbe, zaradi tega, ker jim je ta jezik tuj. In me seveda pol posledično malček moti to idealiziranje nareči pa lokalnega govora, ker se mi zdi, da pa po drugi strani ogroža ravno razvoj za vse sprejemljivega pogovornega jezika. Ne? Ja, to je res, skoraj eno rivalstvo je med temi narečija, ne? Se mi zdi, no, včasih, a veš, kad drugega, nekdo govori, recimo štajerski govorec, on misli, da je to njihovo, to je glavno, to je to, kar je, ne? A veš, in vsi drugi tudi, ne? Primorščina, pa ne vem kaj, pa ljubljanščina, pa to. In se mi zdi, da so kar v enem, da so tako med sabo v enem, kako si ti rekel, lokal, patriotizem, pa to ne, kar v enem konfliktu, no, tako da je res težko. Seveda je težko. Posledica najbrž tega, da smo mlada država, da smo bili predtem v drugih državah bolj, smo se lažje identificirali s svojimi regijami in da zdaj se še vedno težko identificiramo s to državo, imamo še vedno težave. Ja, s tem, da pa nič ne kaže v to smer, ne, da bi nekako, da bi se to kaj, tako kot ti praviš, da bi prišli do enega tazga jezika, no, vsaj zaenkrat se mi ne zdi, no. Najbrž je počasen razvoj, ampak zadnjič sem se pogovarjal z Alenko Krager, ki je zdaj pač v New Yorku, živi sicer režiserka po izobrazbi, ampak tam je igralka in je rekla, da je to mogoče pa posledica tega, da imamo premalo audiovizualnih vsebin, ki bi uveljavljale ta pogovorni jezik, ne? Ker drugo je seveda ta špikerski jezik, uradni jezik, ki sodi v ta pač medijski in politični prostor, medtem ko seveda audiovizualne vsebine s svojimi zgodbami pa bi lahko uveljavljale, če bi tega bilo več. Dobro. Tega ne bova rešila, pa bova preskočila ta problem. Recimo, zdaj, vemo tudi, da je pri slovenskem filmu zelo omejen nabor igralcev, pač manjši prostor smo, nimamo te možnosti kot Angleži, ki delajo zasedbo, pa je seveda ogromno dobrih igralcev. Ja. A te je to kdaj motilo, da se pojavljajo, kot rečemo, vedno te iste face? Ne bi rekla. Če je dober igralec... Če je dober igralec, me nič ne moti, no. Me pa to moti, ko včasih mi zdi, da ni najbolj posrečen izbran, no, saj po mojem mnenju, ne. Ampak veš, pa, ko začnem premišljati, kdo drug bi pa bil, se pa kar namatram, no, da... Mislim, kar dolgo premišljujem, preden prijem do ene ugotovitve take, kdo namesto njega bi pa lahko bil boljši, ne. To si zdaj ti tako fiktivno, virtualno delila naš problem, kadar delamo zasedbo, se ponovadi zgodi, da na koncu ugotovimo, da je po tistih že grobih parametrih, kot so spol, starost, nek igralski slog, pride samo še en igralec ali dva. Jih imaš toliko,
ja, vem. Tako da si zelo omejen, pa se ponovadi izkaže. Pa pač predpogoj je seveda, da se odločiš za dobrega igralca in ja, žal ni te palete. Ampak, če te ne moti, je v redu. Mislim, mene ne, no. Če me pa že se pravim, pa potem, ko začne o tem premišljati, me pa pol tudi to več ne moti, ker vem, da enostavno je tako zelo pač omejen izbor. Ne. Dobro, zdaj pa, če bi te vprašal, še tako odkrito srčno, videla si veliko slovenskih filmov, kaj je pa tvoja največja zamera v odnosu do slovenskega filma? Ja. Ali pa ni nujno zamera, šibkost, slabost, pomanjkljivost? Ne, zamera, to je taka kar močna beseda, no, v bistvu. Tako bi rekla, ena taka čisto dobronamerna pripomba, no, ali kako bi temu rekla, ne. Se mi zdi, da je večkrat tako, da slovenski film, ja, veš, to se začne in se odprejo problemi in so liki in tako se zgodba nastavi in potem to do ene točke pride, pol pa nekako vsega zmanjka, kada ne bi čisto dobro vedeli, kaj bi naprej. Se pravi, to je šibkost scenarija. Ja, jaz mislim, no. To ali pa veš, kaj me tudi včasih zmoti, čeprav zdaj se mi zdi, da zdaj ne že ne več to kamenč, ampak čas je bilo prav izrazito, imam enih 5 takih filmov v glavi, ki hočejo preveč stvari obdelati, veš. In imaš ti v enem filmu potem, ne vem, ravno enega tazga, mislim, v prvi polovici se vse zgodi incest, posilstvo, umor, ne vem, izdajstvo, kaj vem kaj, no in te čist podreto in kaj bo zdaj, potem pa to nekako kar zvodeni, zbledi in odplava vse stran in na konci, saj jaz kot gledalec imela občutek, da sem praznih rok, no. Ja, se pravi, fokus, ja, preveč stvari naenkrat, veš. Ja. Mogoče je to tudi posledica tega, da pač režiser, avtor čaka na film 7 let, da se mu v tem času nabere. Se glih to se hotela reči, veš, če mi ne bi ravno to sem premišljevala tudi jaz, res. Da mogoče to, ker veš, da boš zdaj to film lahko naredil, potem pa ne vem, koliko časa neče sploh, ne, potem hočeš čim več povedati od tistega, kar imaš za povedati, ne, mislim. Zadnje je preširoka, premočna ambicija, želja, ne. No, tako ja, to verjetno res, ne. Se pravim, to je pripomba, prosim, ne to vzeti zdaj kot neko tako hudo kritiko, ampak siguren je tukaj eno, mislim, vsak hoče dobro narediti, pa se trudi pa to, ne, ampak potem ravno ta prevelika želja, kot ti praviš, mogoče pripelje do tega. Ne? Sej to ni, zdaj nisi povedala nekaj popolnoma novega. Tako, se zavedamo tudi sami, ne? Zaradi tega je prav to društvo, kjer zdaj sediva, ne? Organizira zdaj že ne vem katero leto zapored, tako imenovano scenarnico, torej delavnica, na kateri pač včasih tam od 6 do 8 kandidatov piše in razvija scenarije ob seveda močni mednarodni podpori scenarističnih svetovalcev, strokovnjakov z tega področja. Tako da v bistvu tudi na akademiji seveda je scenaristika predmet in se to znanje se je začelo sistematično razvijati, poglabljati, tako da je ta zavest o delu na scenariju, o razvoju scenarija je seveda zdaj neprimerno večja, kot je bila, seveda pa bo ravno tako potreben čas, da se to udejanji. Sej sem rekla, da se mi zdi, da se izboljšuje tako malo tole, ne. Ko sem te vprašal o zameri, sem malo pomislil, da boš pogosta, da boš rekla zvok. Ja, zvok. Mislim, nisem tako razumela tega vprašanja, ampak zvok je res dostikrat zelo moteč, ne? In to zato, ker ne razumeš, kaj govorijo. No? Zdaj je vprašanje, ali je to v kinu ali je to na televiziji? Ne? Meni se to pri obeh dogaja. No? Oziroma, nazadnje se mi je to pri eni televizijski seriji zgodilo in sem bila... Mislim... Res je seveda zdaj v zagovor, ne, da ko gledamo slovenski ampak film... Ampak se mi zdi, da kar na obeh koncih, no. Ko gledamo slovenski film, seveda smo odvisni samo od
tega, kar slišimo, ni podnapisov. Ne? Se ja. ne moramo zateči k tej pomoči in potem je seveda, če ničesa nismo razumeli, nas to zelo jezi. Ne? Veš pa ne vem, a je zdaj to, mislim, enostavno ne razumem, no pa ne vem, a je to verjetno tehnika ni, ne, ker to zdaj verjetno že imamo vse to, kar je, ne. Ja, ni tehnika, mogoče pa je včasih tudi to, da se preveč zanašamo na tehniko, namreč, kar se tiče televizije, bi rekel, da kar je mal problem, tudi v tem, da se potem finalna verzija zvoka dela v studiu, ki ima odlične zvočnike, a ne, ki ima, se pravi, odličen ta monitoring. Potem pa mi to doma gledamo na nekih televizorjih, ki sploh zdaj, ko so ti flat screeni, ne, tenki televizorji, ki imajo noter nekje stisnjene neke male zvočničke. Ja. In ta reprodukcija ni več nujno tako dobra. Da ne govoriva o tem, da signal do tvojega televizorja potuje po nekih številnih kanalih, prenosih, kompresijah, skratka, tehnika ga vmes bi rekel, kar precej okrni. Tako da je zanimivo, ne, tak tehnološki napredek je, po drugi strani je pa vseeno vmes ena taka nepotrebna izguba in mogoče tudi malo pa po drugi strani to, kar sva omenjala na začetku, ne, da doma filma ne gledamo v taki osami, ne, da se mimo grede pridružijo še neki drugi zvoki, ki potem so konkurenčni in malo... Ja, to je res, ja. Pozornost manjša. Čeprav, veš, včasih sem že to počela, da dostikrat gledam sploh televizijo z mikom, ne. Ja. Skoraj vse, no. Pa si uro lahko zberem, potem, da ne govorim, seveda reklame preskočiš, ne, čeprav je to malo moteče, ampak še vzeni boljš, da jih preskočiš, kot pa da moraš čakati, ne. In zdaj, ko sem gledala za miko, sem tudi že dala nazaj, veš, mislim, prevrtela nazaj, pa še vse nisem razumela, no. Mislim, sploh, če je lik tako, če je oseba taka, ki ne bi bolj že imela tak način govora, da bolj mumla, ima sebo brado, ne. Mislim, zna biti res naporen, no, tako malo, ne. Pa še vse te faktori, ki se jih ti naštel, ne. Ja. Zraven, ne. Zdaj vas zelo na kratko še mogoče kakšno reči od... Jaz sem te večkrat vabil tudi kot testno gledalko. Kakšna je ta izkušnja tvoja oziroma a je razlika med tem, ko gledaš nek nekončan projekt v nekem fazi razvoja in potem v kinu? Ja, je razlika, seveda. Saj to, kar si me ti povabil, dostikrat so bile tako še bolj surove verzije, ne? A veš? Ja. Pa ni bilo, mislim, ne vem, zvoka še ni bilo, pa teh atmosferskih zvokov, kaj so, ali pa tudi zmontirano ni bilo še do konca, ne, in je bilo to malo tako, bolj okorno, ne, pa grobo, a veš, te prehodi, ne vem kaj, ne, ali pa se je ritem podaril, ki je vmes, tako, mislim, ali se je upočasnil, ali kakorkoli, ne, ampak jaz sem pri tebi gledala tudi filme, te delovne verzije, bi rekla, v več fazah, ne. In to je pa meni super, tako fascinantno, kako se spremeni, pa kako napreduje, ne. Mislim, ker potem vedno bolj je to, veš, postaja vedno bolj lahko in tako lepo teče in ker potem še zvok in to skratka, ne. Fino, no, mi je pa ta izkušnja testne gledalke toliko dragocena, ravno zato, ker tudi malo več poznam tega ozadja in se mi zdi, da potem kakšne stvari bolj razumem, pa tudi bolj cenim, no, pri filmu. Tako, v tem smislu. Ja, misliš, da bi morali slovenski filmski avtorji bolj svoje bodoče občinstvo vključiti v to fazo testnega gledanja? Ja, mislim, da bi bilo dobro, ja. Če sebe pogledam, ne. Meni je to zelo tako dobro naredilno. Ravno v tem smislu, ne, ravno zato, ne, ker sem zvedela nekaj teh obrobnih stvari iz ozadja in tako, pa potem, ko sem bila večkrat, je pol tako, sem že kaj sestavila skupaj tudi, ne, a veš. In potem drugače razumeš in drugače gledaš in tako, kot sem ti že rekla, bolj ceniš, no. In tudi si bolj tako,
bom rekla, prizanesljiv, no. Mislim, ali pa bolj objektiven mogoče na en način, no, kakor si lahko, no. Najbrž to. A veš, da ne nasedeš tistemu svojemu, pa kar začneš streljati vse povprek, ne, ampak da se malo ustaviš, pa rečeš, aha, to je pa zato, pa tako, pa vse to je mislim, je bilo mišljeno tako, pa, a veš, ne, tako da, Ja. to je bilo meni zelo dragoceno, no, čeprav, sem imela pa zmeri tremo malo, veš, moram reči. Ravno zato, ker recimo tako, če že greš kot tesni gledalec, potem moraš povedati, a ne, tudi tisto, kar te moti, ne, in to moraš nekako tako povedati z občutkom, ne, se mi zdi vseeno. Tako da, ampak rada to počnem, no. Mislim, tako da sem bila vedno, kadar sem bila povabljena, sem bila zelo počaščena, no, tako bom rekla. Ja. Ja, nič, Lidija, lahko bi se še pogovarjala, vprašanje, če bi naj jo poslušali še. Tudi, ja, res tako je, da ja. bova zaključila. Jaz se ti zelo lepo zahvaljujem. Gledalcem še enkrat povem, pogovarjala sva se Metod Pevec in Lidija Giniciosi, se pravi Lidija gledalka in zdaj tudi študentka spet. Hvala za povabilo, no. Pa bova še neformalno, ne. Srečno. Ja, srečno. Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije. Producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčelič. Hvala za posluh, slišimo se spet čez en teden.